Potem, ko je sprva kazalo, da bronastega znaka v Kostanjevici ne bodo uspeli ohraniti, se je trud in napor nosilcev razvoja, družbi in okolju prijaznega turizma v občini vendarle obrestoval. Ob lanski ponovni presoji so si namreč po mnenju ocenjevalcev zaslužili srebrni znak. Pridobitev novega znaka oziroma Slovenija Green Silver je za Kostanjevico pridobitev v smislu, jaz bi rekla, predvsem nove zaveze, da sledimo še naprej trajnostnemu razvoju turizma v Kostanjevici na Krki. Temu so se ob nedavnem svetovnem dnevu mokrišč zavezali tudi s podpisom zelene zaveze slovenskega turizma. Na srebrni znak, kateremu je pripomogla tudi nedavno sprejeta strategija trajnostnega razvoja turizma, so v Kostanjevici upravičeno ponosni. In vice, da je bilo neko pravilno zastavljeno razvoj občine v pravo smer, ampak je pa tudi neka zaveza za naprej, da bomo v to smer delali in pač stvari še izboljšali. Na poti do zlatega znaka, ki ga bodo lahko pridobili ob ponovni presoji čez 3 leta, bodo morali korak naprej storiti na več področjih, med drugim tudi pri poslovanju turističnih podjetij. Na družbeni klimi, izboljšanju le-te in pa seveda na segmentu okolja in podnebja. Tle nas čaka kar veliko izzivov, da se naredijo izboljšave in pa napredek v to smer. Po besedah zelene koordinatorke v kostanjeviški destinaciji bo hkrati treba poskrbeti še za prilagoditev turistične infrastrukture ter goste in občane spodbujati k tako imenovani mehki mobilnosti.